Lep pozdrav, moje ime je Martina Hrast, prihajam z Fakultete za farmacijo z Univerze v Ljubljani. Sem zaposlena kot raziskovalka na katedri za farmacevtsko kemijo in moje področje dela je odkrivanje novih protibakterijskih učinkovin oziroma novih antibiotikov, da čim bolj posplošeno povem. Naša ekipa je sestavljena iz 4 oziroma zdaj 5 članov. Vodilna člana sta Marko Anderluh, ki je redni profesor na Fakulteti za farmacijo, ter Nikola Minovski, ki je zaposlen na Kemijskem inštitutu. Potem smo pa tukaj še jaz, Martina Hrast, ki tudi delam na Fakulteti za farmacijo, pa še 2 malenkost mlajši punci. Anja Kolarič, ki je lansko leto zaključila z doktoratom na Kemijskem inštitutu, se nam je pa pridružila še leto pa pol nazaj še mlada raziskovalka Maja Kokot, ki pa tudi dela pod vodstvom mene pa Nikola raziskovalno delo na Kemijskem inštitutu. Mi delamo nove antibiotike, to je najbolj enostavno, kar lahko rečem. Se pravi, to so nova zdravila, ki pomagajo pobiti tiste bakterije, ki povzročajo določene bolezni. Tako da trenutno imamo zelo dobre stvari, pa upamo, da jih bomo lahko potem tudi razvili naprej. Vse ideje nekako izhajajo iz bistvu poznavanja področja, iz prebiranja literature, tako da tudi naša ideja izhaja v bistvu iz tega. Mi smo zelo dobro naštudirali literaturo, odkrili, kje so neke manjkajoče, kje so stvari, ki pač manjkajo, in na podlagi tega smo potem tudi načrtovali zdaj te naše spojine. Se pravi, mi smo odkrili, da je to neko področje, kjer mi lahko še nekaj naredimo, načrtovali smo spojine, je pa res, da pri vsem celotnem načrtovanju zdaj ne moreš vedeti, ali bo stvar ratala tako dobro kot ne, ali ne. Imeli smo pa vsem skupaj kar precej sreče, da smo pa dobili stvar res tako dobro, kot jo imamo zdaj, pa kot jo lahko zdaj predstavljamo, da je tudi patentirana. Tako da malo je tukaj znanja, je pa predvsem vsakem odkritju tudi en velik del sreče, ki pripomore zraven, da je stvar tako dobra. Naše spojine so najboljše spojine, ki zdaj trenutno obstajajo v primerjavi s podobnimi spojinami. So tudi boljše kot zelo podobna spojina, ki je zdaj v 3 fazah kliničnih testiranj in ne bi pač po vsej verjetnosti konec leta prišla tudi na trg. Kar je pa še zelo velika prednost, da naše spojine delajo tako dobro, da jih lahko dajemo ali pa doziramo ljudem v zelo majhnih količinah, in kar naj bi pa povzročilo tudi bistveno manj stranskih učinkov, kot jih lahko taka zdravila tudi imajo. To je mogoče bistvena prednost tega, da imamo toliko dobre stvari. Kot sem že prej omenila, mi delamo nove antibiotike, se pravi nove protibakterijske učinkovine, in mi imamo trenutno toliko dobre stvari, toliko dobre nove antibiotike, ki lahko pozdravijo tiste okužbe z bakterijami, na katera znani antibiotiki ne delajo več. Tako da z tega vidika imamo zelo dobro stvar. Poleg tega pa zdaj v zadnjem mesecu, 2 mesecih smo se osredotočili tudi na bakterije, ki povzročajo tuberkulozo, in smo ugotovili, da so naše spojine bi bile lahko tudi zelo uporabne za zdravljenje tuberkuloze, ki je pa bolezen sama po sebi zelo komplicirana, zahteva zdravljenje zdravili 9 mesecev, pri čemer bi pa z našimi zdravili recimo lahko pozdravili človeka v parih tednih recimo. Tako da je to en zelo velik plus tega, kar imamo. Če bomo imeli veliko srečo, pa bomo razvijali stvar še naprej, na čemer seveda tudi delamo, zelo upamo, da bo naš izum zanimiv za kakšno veliko farmacevtsko firmo, zdaj, da ga bo bodisi odkupila od nas, ali pa da bomo mi skupaj recimo z eno manjšim podjetjem ali pa večjim podjetjem razvili naše spojine, našo inovacijo do tega, da bo to enkrat zdravilo na trgu. To je naša, ne rečem, mogoče malenkost utopična želja, ampak bi si pa želeli, da bi stvar lahko pripeljali tako daleč, da bo dejansko uporabna za pacienta.
Ok, to je za nas, ki smo strokovnjaki, malo bolj tako zanimivo vprašanje. No? Predvsem bi si želeli nekoga, no, ki se spozna tudi na naše področje, se pravi, da razume, kaj je tisto, kar mi želimo prodati ali pa dati naprej, kaj je naša inovacija, ki se mogoče spozna na biznis v farmacevtski industriji, da ve, kako potekajo stvari s patentiranjem v farmacevtski industriji, kaj pomeni ta prenos patentov recimo iz univerze na neko podjetje in tako naprej, kjer so stvari, se pravi, malenkost mogoče tudi procesno bolj zahtevne, pa seveda bi si želeli nekoga imeti, ki se tudi spozna na sam poslovni načrt, se pravi, kako pa mi lahko zdaj to stvar mogoče še bolj spromoviramo ali pa spravimo bolj na trg, no? Kako se pravi stvar predstaviti mogoče industriji na še bolj zanimiv pa podjeten način, kot znamo mi, kot smo sami strokovnjaki. Ja, mi smo tukaj bolj ali manj strokovnjaki, se pravi, jaz se predstavljam, da bom svoji ekipi razložila tisti strokovni del, kaj bomo naredili, oziroma kaj smo naredili, se pravi, mi imamo antibiotik, vaše delo je pa, da to probate prodati farmacevtski firmi. Zdaj, če jih bo zanimalo, upam, da jih bom tudi razložila, kako dela, ampak to je pa pač mogoče bolj stvar ekipe, no. Tako da, tukaj je mogoče tisto strokovno svetovanje, pa tista uporabnost, no, to tudi mi vemo, kam bi stvar šla, se pravi, da lahko je stvar uporabna tako za živali, kot za ljudi in tako naprej, se pravi, tisti poslovni načrt tukaj pa malo težje mi pomagamo zraven, no. Ne, žal teh izkušenj nimamo, smo se sicer odločili, da bomo odprli, da bi odprli spin-off, mislim, da sem prav rekla, se pravi cepljeno podjetje, pa smo nekje na pol poti obstali, malo nam je korona vse skupaj preprečila oziroma upočasnila. Imamo pa načeloma še vedno plan, da to v prihodnosti naredimo, ker si s tem tudi povečamo možnost za neka dodatna financiranja, pa za prijavo na razpise pa potencialna dodatna financiranja. Tako da tukaj pa tudi bi z veseljem imeli mogoče koga, ki malo bolj z podjetniških vod zraven, pa bi nam lahko tukaj tudi še malo svetoval, kar se nekih razpisov in takih stvari tiče.